imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami in s tvojim duhom. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Sicer bili sužnji greha, pa ste postali iz srca
čas je rekel Jezus svojim učencem: Veste, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, v kateri uri pride tat, ne pustil podkopati svoje hiše. Tudi vi bodite pripravljeni, zakaj v uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov. Rekel pa je Peter: Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas, ali tudi za vse? In Gospod je rekel: Kdo neki je zvesti in razumljiv skrbnik, ki ga bo Gospod postavil nad svoje služabnike, da jim ob svojem času odmeri živež? Blago služabniku, ki ga bo njegov Gospod ob svojem prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, čez vse svoje imetje ga bo postavil. Ako bo pa ta služabnik mislil, še dolgo ne bo mojega Gospoda, in bo začel pretepati hlapce in dekle, pojedati in pobivati in se opijanjati, bo prišel Gospod tega služabnika v dnevu, ko se ga ne nadeje in ob uri, za katero ne ve, in ga bo odstranil od sebe in bo dal delež z neverniki. On je služabnik, ki je spoznal voljo svojega Gospoda, pa se ni pripravil ali ni storil po njegovi volji, pa bo zelo kaznovan. Tisti, ki je ni spoznal, a je storil kaj kazni vrednega, ga bo malo kaznoval. Od vsakogar, komur je bilo dano mnogo, se bo mnogo zahtevalo. In komur so zaupali mnogo, od njega bodo še več terjali. To je Kristusov evangelij. Cerkvi na Žalah, prav posebej vas, Gospod, Lojze Peterle, kot sedanjega predsednika Združenja za vrednot slovenske osamosvojitve. Skupaj vse tiste, ki ste v družbenem življenju v zgodovini soustvarjali našo domovino, v kateri sedaj živimo. Naše drage pevke in pevce, ki že vrsto let ob tem dogodku sodelujejo bodisi v ljubljanski stolnici ali tukaj na Žalah in še marsikje drugje v osamosvojitvenih dogodkih pri obrtniški zbor Notranjske. Vas, drage svojke, svojci umrlih v vojni 91, kako tudi naše vojaške kaplane, pospravljene na sosvenke. Za danes bi nekako razmišljali takole. Ob 33. letnici konca oboroženih spopadov v vojni za Slovenijo ter prazniku suverenosti zadnjega vojaka JLA res še enkrat lepo pozdravljeni. Vsi smo eno samo občestvo, čeprav opravljamo različne službe. Slišali smo današnji evangelij za Božje besede, ki je prav za danes, da imamo različne darove, nekaterim je veliko dano, drugim manj. Ampak vsi smo eno samo občestvo, ki žaluje za vsemi, ki so umrli, posebej pa žalujemo za vsemi, ki ste izgubili najbližje. Tam nekje konec 80. let, mislim, da je bilo leto nekje 1988, ko je bil takrat predsednik na obisku v hiši
Eno leto kasneje, 9. novembra 1985, pa se je to zgodilo. Padel je Berlinski zid kot simbol razdeljenosti Evrope, do katere je prišlo po koncu druge svetovne vojne. Te tektonske spremembe v Evropi pripisujejo zasluge enim, drugim, tretjim, kakorkoli. Te tektonske spremembe, ki so bile v Evropi, marsikatere dežele tudi pod komunistično okupacijo, so tudi slovenskim vizionarjem, katere imamo nekatere danes čase imeti med seboj, navdihnile z mislijo, da je prišla ura, da se Kronos istega časa spremeni v Kairos. Kronos sukanje v krogu, Kairos pa spirala v nekaj novega, kristjani pravijo temu tudi večnost. In ti so bili pogumni in v srcu pripravljeni tvegati, začeli so pripravljati spremembe, ki so bile potrebne najprej za pripravo osamosvojitve, potem pa seveda tudi za uresničitev tega. Seveda pa že sama misel na samostojnost Slovenije, kakor v moji zgodovine, ni navduševala vseh. Kdaj sem že povedal, da sem takrat kot slovenski vojaki v JNA bil 2 meseca zaprt, da nismo mogli med vojno pobegniti domov in da ne bi prestopili na stran slovenskih osamosvojiteljev. Različne spomine imamo na to obdobje. In navdušeni niso bili predvsem tisti, ki jim je bilo popolnoma jasno, da samostojnost pomeni tudi demokratičnost. Da se bomo za samo odločbo poslovili od nekdanje države in sistema, ki je bil pač zapovedovalen in demokracija zgolj žrtva Slovenije. Jugoslovanska vojska je potem našem odločanju, da bomo šli zdaj v te zgodovinska dejstva, ki jih mnogo kateri izmed vas pozna bolje, kakor jaz, ki sem bil takrat zaprt na drugi strani, pa je pač izvršila dejanja, napadla samosvojno Slovenijo in uprlo se je v bistvu takrat svoje ljudstvo, posebej pa enote, milice, teritorijalne obrambe, manevrske strukture, narodne zaščite in podobno. Istočasno pa so se začela tudi intenzivna pogajanja, da bi orožje čim prej utihnilo, da bi bila materialna škoda čim manjša, da bi tisti vojni spomeniki raznih Dravogradov, Holmecov, Kumov, Medvedjevov in drugih lokacij v Prekmurju in na Dolenjskem, kjer so potekali boji, da bi bila škoda čim manjša, da bi se ljudje čim prej vrnili do objemnega in dražnega. Tako je 7.7.1991 pred 33 leti, torej bil potem podpisan tisti znameniti Brionski dogovor, ki je prekinil spopade. Čeprav še vojne seveda takrat ni bilo konec, saj se je dejansko končala 25. oktobra 1991, ko je zadnji vojak Jugoslovanske armade zapustil naša ljuba slovenska tla. Včasih me je kar težko poslušati, da nekateri pravijo, da vojna za Slovenijo ni bila vojna. Res, da Bogu hvala, da je vse tiste priprave eno leto prej, pa tudi vso dogajanje potem in tistih 10 dni vmes. Bogu hvala za takratne naše voditelje, ki so ravnali tako, kakor je Pavel opominjal danes Tesaloničane v Berilu. Že zdavno prej so začeli pripravljati vse,
da osamosvojitev ne bi ostala res samo tam v hiši, ki je še manjka preči do kupola v parlamentu, ampak da bi samostojnost in suverenost obranili pred tistimi, ki jim to ni bila prava opcija. Zato bi lahko skupaj z današnjim evangelijem rekli, da takratnih naših voditeljev ni presenetil tat iz današnjega evangelija, da bi jih našel nepripravljeni, kako pravi Jezus danes. Dober gospodar vedi in ne pusti, da bi tat vlomil v njegovo hišo. In Slovenci takrat nismo pustili, da bi vlomili v našo hišo in bi nas porobali naše samostojnosti. Po drugi strani pa se mi postavlja vprašanje, kot vojakov, vojaškemu duhovniku, ki sem kar nekaj let preživel na vojnih območjih, Čada, Libanona, Afganistana, prej po vojni šel do Bosne in na Kosovo, mirovnih misijah, kakor tudi vsi kaplani, kdaj neka vojna sploh je vojna. Koliko časa sploh morajo trajati spopadi, da se potem reče vojna, ali je samo neka posebna operacija, ali je samo čiščenje, ali kakorkoli. Koliko mrtvih mora biti, da rečemo, da gre za vojno? Koliko hiš mora biti porušenih, koliko domov požganih, da pokrajina dobi podobo vojne krajine? Ne nazadnje, koliko krvi mora biti prelite in koliko solza izjokanih, da začnemo govoriti o vojni? In koliko otrok mora izgubiti očeta? Koliko otrok mora osiroteti, da začnemo govoriti o vojni? Koliko žrtev je potrebnih, da naš odnos do ljudi in dogodkov tistega časa ni več omalovažujoč. Kajti govoriti o tistem času, da ni šlo za vojno, je omalovaževanje dogodkov, zlasti pa omalovaževanje in prezir do ljudi, ki so tisti čas živeli, ki so bili del tistega dogajanja in zaradi te vojne izgubili življenje. Znana je tista misel pokojnega Oda von Habsburga, ko je dejal, da en dan vojne stane veliko več, kakor celo leto miru. Ampak čisto drugače pa razmišljajo o teh trenutkih žene in mame. Žene in mame imajo pred očmi ognjišče, pred očmi imajo družino, imajo dom. In če družina izgubi očeta, če starši izgubijo sina, so ti ljudje oropani vsega, ker je njihov dom izprazen. Zato vedno ponavljamo, da so največ za našo samostojnost žrtvovali tisti, ki so v vojni izgubili svoje najbližje, kako tisti, ki so izgubili življenje. Velike besede imamo običajno prihranjene za tiste, ki so umrli. Pravimo, da so življenje darovali za domovino. Vzeli so jim življenje, ker niso mogli dopustiti, da bi jih ubili. Vzeli so jim življenje, ker niso mogli dopustiti, da bi jih vzeli domovino. Še več pa so vzeli vam, dragi svojci, tistim, ki ste izgubili može, očete, sinov, brate. Tisti, ki so umrli, so bolečino doživljali v času umiranja. Tisti pa, ki so umrli, izgubili to bolečino, živite še danes.
odnos Cerkve in ne nazadnje celotne družbe mora biti zelo spoštljiv. Prav je, da se zato vsako leto tukaj zbiramo, pomislimo, pomolimo vsak dan zanje in naj bodo naši priprošniki pri Bogu. Amen. Uvrnimo se k našemu nebeškemu Očetu, ki nas razume, ki nas podpira in uslišuje. Pa ga danes prosimo z vzklikom, vodi nas po pravi poti. Komur so zaupali Bogu, bodo od njega še več zahtevali. Odpirajo vse voditelje cerkve, da bodo spoznali, kaj je tvoja volja. Vodi nas po pravi poti. Vsi, ki ljubijo pravico in se zanjo zavzemajo, naj pri graditvi sveta iskreno sodelujejo. Vodi nas po pravi poti. Razodevaj zmago križa vsem vernim, da bodo veseli zajemali studence odrešenja in našli oporo v Evangeliju. Vodi nas po pravi poti. Daj nam razumeti skrivnosti in nam pomagaj življenje uravnavati po tvoji modrosti. Vodi nas po pravi poti. Danes še te posebej prosimo za vse žrtve vojne za Slovenije in vse, ki so darovali življenje za našo domovino, Gospod bodi jim bogat plačnik. Vodi nas po pravi poti. Nebeški Oče, v teh dneh vojaški duhovniki obiskujemo ogromno grobov naših slovenskih vojakov. Danes vojaški duhovnik na Poljskem v Gorlicah, kjer je 5500 pokopanih vojakov iz Prve svetovne vojne. Obiskujemo ogromno drugih grobov, tistih, ki so ljubili domovino. Prosimo te, naj iz te zemeljske domovine nekoč vsi prispemo v nebeško, po Kristusu našem Gospodu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo.
sam je sprejel smrt, da bi nihče večno ne umrl. On sam je hotel umreti, da bi mi vsi s teboj večno živeli. Zato združeni z angelskimi zbori te hvalimo in v veselju vzklikamo. Svet, 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 Gospod Bog vsega carstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti tudi svoje ljubkosti narave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno ven, je zavrl, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, daj nas sveti duh, po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eni. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester in se zastavi ugledno stajenje, zlasti vseh, ki so darovali svoje življenje za našo domovino in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Dirico Marijo, z Ljubljeninom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, za čas in slavo, na vse veke vekov. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas zlega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali grehov in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava
srečo večnega življenja. Zato ne glej na naše grehe in naše slabosti, ampak na našo pripravljenost za dobra dela. Utrdi Cerkev v miru, vodijo k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s vami mir in vse dobro.
ponavadi, če ni petja, in vi ste danes doprinesli tudi to božanje duše z milozvočnimi glasovi, hvala vam. Sedaj pa vas vse, tudi vse aktualne